prvič v zgodovini radia Antena, lepo prosim, spoštovani gospod predsednik Slovenije, Borut Pahor, lepo pozdravljeni. Dober dan. Dobro jutro. Kako ste v redu? Sjajno. Ja, kaj smo nekaj za vas? V bistvu sem hotel vprašati, če ste nam kaj prinesli. Eno darilce. A res? Ampak- Taka bela škatlica je zlato mašno. Ampak ne samo za vas, tudi za Melani. Za vas zato, ker imate rojsten dan, za njo pa kaj luškana. Kaj taka miška mala. Jaka, čestitke. Jaka, čestitke. Hvala lepa. Dobar zgledate za 40. Vi tudi. Jaz bom tole dal kar takole dol. Prvi so dobila darilca. Noter. Čokolade! Antenin zajtrk bodo čokolade danes. Hvala lepa. Ampak zdaj malo iskreno poveste, zakaj ste res prišli? Zakaj ste se usmilili našega jakca? Ne vem, Špela mi je rekel, da ima rojsten dan, sem rekel, velikih ima rojsten dan. Je rekel, ampak on je res prijazen, se rekel, no pa pejmo. Okay. No, mislim, da bomo tole zdaj lih spremenili. Gospod Pahor, recimo, če se zgodi, da voste in vas ustavijo, ker ste šli prehiter. Recimo, ama predsednik kakšne bonitete, naprimer, ne vem, kazen je Jurija 200, polovička je 600, čez predsednik je 300. Ne, neč me ne ustavijo, sem dobim listek. Zadnjič sem skatro prehitro pelil. A res? Ja, sem. Kaj je bilo? Mislim, na tiho sem jo prav pohvalil, ker nisem vedel, kako hitro pelje. V mestu sem šel pač malček prehitro. Koliko? 65. V metu je bila pa 30, a ne? Ne, 60 je bilo. Ampak evo, letos se vam po 10 letih predsedovanja izteče mandat, a boste potem še aktivni na Instagramu, mogoče celo bolj, manj, bolj? Influencerske vode. To sem že nekaj razmišljal tudi s kolegi in ja, obstaja možnost, da ga bom ugasnil, obstaja možnost pa tudi, da bo ostal. Odvisno od tega, kam grem potem v službo. Jaz vam recimo par predlogov, kaj bi lahko počeli. Naprimer, lahko ste najin sodelavc sklele na Anteni. Lahko berete vreme, naprimer. To sem že. Bo saj enkrat pravilen. Grdo. Ali pa še Ne, ena. kaj počnete tukaj z njim? No, Jaz res, ful da. pridite z mano. Ne, lahko bi bili recimo slaščičar in bi pekel miške. Recimo, lahko bi imeli različne. Naprimer, Borutova miška velika, Borutova miška mala, naprimer. Kaman, no. To so stari štorci. Ne, pa res sem vprašal. Stara fora na To že obdala, otroci jaka. poznajo. Zdaj sem dobil eno razglednico, mislim, da jo bom celo na Instagramu objavil. In so mi jo poslali ljudje, ste rekli, verjetno se sami, pa nihče se na vas ne spomni. Pa mi pošiljamo z Hrvaške, z nekega otoka, pozdrave. Pa so pa tam zraven znamke eno tako miško narisali. Ampak res luškano. Vi recimo ljudem, kaj dobrega naredijo, se izkažejo, pokažejo navdih drugim in kakorkoli dobijo od vas eno tako lepo priznanje. Dobijo jabolko navdiha, zahvalo. Tako. In zato, ker ste vi danes prišli semle v Antenin zajtrk. Bi ti imel rad jabolko navdiha. Tudi drugače. A imate sabo? Jaka ne. Ja, če je rekel. Mi dva imamo nekaj za vas. Gre pa Neki za na polico. Gre za protokolarno darilo in ga morate dati med ostala protokolarna darila, tako da naslednjič, ko pridem na obisko predsedniško palačo, mora biti tam zraven Merklove. Se pravi, da moram povedati KPK-ju, da ste mi ga dali. Ja, tako je. To pa ne vem, če najboljša ideja. Ne, ampak res, eno darilce. Tako, Orang, gospod predsednik, jaz vam podarjam hruško navdiha. A to imate več takih? Ne, to smo Samo naredili ena. samo za me vas. pa čisto šokirali. To morate zdaj vsem, ki vas res navdihujejo, pa tako, to podariti, ker je to zelo lepo darilce. To moram reči, da zdaj se me pa malo ganili, prej s pesmico navdušili, ampak zdaj pa prav ganili. No, da ste to. Tako da moja hruška navdiha za vas. Zdaj sem pa čist ganjen. No, evo, se pravi, gremo v petek lahko na špricer. Ampak 30 je to, kako si ga Gospod predsednik, hvala, ker ste prišel. Evo, roka. Hvala. Melani. Nadela, če Čau, hvala za vabilo.